Preden greš gledati epizodo, bi te rad povabil na naš največji dogodek do zdaj. 26. septembra se mi bojo v Križankah pridružili Sanela Banović, Doris Kukovičič, Nina Grilc in Martin Golob, s katerimi se bomo dotaknili ene zelo pomembne tematike za vse nas. Svojo vstopnico lahko kupiš na povezavi spodaj v opisu, kjer najdeš tudi vse ostale informacije o dogodku. Zdaj pa uživi v pogledu in upam, da se 26.9. vidimo v Križankah. Ne, take two. Vse bomo cajci. Časovna kapsula 2. Danes smo, kjerga? 29. 29.6. Kar pomeni en mesec od rojstva moje druge hčerke. Istočasno se je pa kar veliko stvari zgodilo na projektu. Tako da bomo spet v cajtu jeli malo dogajanje. Malo bom povedal, kaj se bo zgodilo v naslednjih mesecih. In sicer prva taka velika stvar, ki prihaja večja, je podcast Piknik. Odločili smo se, da bomo delali podcast v živo z David Zupančičem. Zakaj? Ker želimo tematike, ki so njemu zelo poznane, približati ljudem na tak način, da se bojo še malo bolj prijele. Dogajalo se bo na Spletniku 17.7. Z Davidom se že ogrevava prek messagev, tako bolkane se pogovarjava o tem, o čem se bova tam pogovarjala. Mi je pa zelo pomembno to, da se zavedate, da vsi, ki boste kupili karte pa prišli tja, ni bistvo toliko v tem pogovoru, bolj je bistvo pol v druženju. Tako to je za vse tiste, ki bi radi mogoče spoznali kakšne nove, isto misleče, podobno misleče ljudi, se prišli malo podružiti z nami, spoznali Davida, mogoče spoznali mene in vse ostale delčke ekipe, pa so ustvarjalce, ki ta projekt furamo. Predvsem pa se podružili ob pikniku, bo hrana, mogoče bomo cornhole vrgli, to bi lahko, ne? Ja. In ja, vse ostalo, kar pa še zraven pikniku. Pol zvečer bo še DJ Agape, moj friend Gape, ki v bistvu k njemu hodim na ledeno vodo pa sauno. Bo še vrtel musko, malo melodičnega hausa, lihtok za podlagice od zadaj temu našemu druženju, tam do 10-11, po moje smo dobri. No. Ok, druga večja stvar, ki se dogaja, je dogodek v Križankah. Dar minljivosti, 29.6. 26.9. bo to prav datum, ja. 26.9. 26. september v Križankah, dar minljivosti. Pa ja, si bomo vzeli malo več časa, da povemo o tem dogodku, ker se mi zdi, da je z razlogom prišel ta prav trenutek, z razlogom za marsikoga, vse nekako se je usmerjali v to neko smer proti Križankam, da bomo imeli enkrat tukaj dogodek, ko smo delali prvi dogodek v festivalni, se spomnim, smo že rekli za drugo leto pa Križanke, ja? Pa smo se pol odločili, da naredimo še vse enega v festivalni, to je bil dogodek Generacija dopamina, ki ste ga lahko se nekateri udeležili lani, mislim, da je par epizod tudi, oziroma par posnetkov predavanj, tudi na našem YouTube kanalu, ampak samo za podpornike kanala, da bi se vam by the way ob te priliki rad zahvalil za vso podporo, ki jo namenjate temu projektu in tudi finančno podpirate ta projekt, da lahko raste, da se lahko epizode pokrivajo in vse ostalo, ki pride zraven. Ok, torej, dar minljivosti je nekak dogodek, ki smo ga videli v Križankah, ker ga nekako spremlja neka taka aura, se mi zdi. Neka magnituda tematike, ki je minljivost, ki je smrt, ki je sprejemanje te sile, resnice življenja, o kateri se malkrat pogovarjamo, pa še takrat, ko nanese tematika na to, se jo dotikamo tako malo s strahom, malo z zadržkom, malo s takim strahospoštovanjem, ker ko ona pride, pol to vse, kar tukaj poznamo, zgine. Ampak je to res ali ni res? To pa vprašanja ali pa odgovori, ki jih z razlogom nimamo. Ko jaz verjamem, pa še marsikdo. Da če bi vedeli, kaj se zgodi po smrti, da če bi vedeli, kaj smrt zares je, pol ta izkušnja življenja, v kateri smo zdaj, ne bi imela smisla. Istočasno se pa zavedam, da če bi do smrti lahko pristopali na malo drugačen način, malo bolj radoveden, malo bolj hvaležen način, bi tudi naše življenje izgledalo
malo bolj umirjeno, malo bolj hvaležno. Večkrat bi se znali ustaviti, biti v trenutku. Večkrat bi znali dojeti, da se odgovori ne skrivajo v naših pričakovanjih z vidika tega, kakšna bi mogla biti naša prihodnost. Da se razlogi za naš strah, za našo bolečino ne skrivajo v tem, da bi radi spremenili naša dejanja iz preteklosti. Ampak da ko zares se ukvarjamo s tem, da smo prisotni, vidimo, da ne iščemo v bistvu nobenih odgovorov, da vse, kar se rabimo naučiti, je to, kar smo nekoč dobro znali. Biti prisotni, v resnici biti prisotni s tem trenutkom, v katerem se nahajamo. In ta dogodek Dar minljivosti si želim, da ljudje, ki bojo prišli tja, ki boste prišli tja, da vas točno na to spominja cel čas. In to ni dogodek, ki ga boste prišli poslušati, gledati, to je dogodek, ki ga boste prišli začutiti, ker boste večkrat spodbujeni v to, da ga res začutite, tako kot ga v tistem trenutku morate. Da pustite, da se odprejo spomini, da pustite, da se odprejo strahovi, karkoli. Ne bojo lahke tematike. Že od samega štarta bomo šli globoko v čustvovanje, v žalovanje, v izgubo, v soočanje s strahom, v soočanje s smrtjo, v minljivost. In ko bojo prišli te občutki, mogoče strahu, mogoče nemira, se bomo samo spominjali ves čas, da nas ne rabi biti ničesar strah. Ker šele ko smo v izkušnji, ko se soočamo z izkušnjo, imamo kontrolo nad njo. Do tega trenutka so pa samo misli in dokler pustimo, da nas vodijo naše misli, bojo te privlekle eno veliko centrifugo v našo glavo in ne bomo mogli ven pobegniti. Ker paradoks je reševati misli z več mislimi. In se mi zdi prav, da se o takih tematikah govori več, da jih pod okriljem underdoga naslovimo, da jih pripeljemo ljudem na tak način, ki je najbolj domač tej platformi, z nekega odprtega srca, sprejemanja, skozi zgodbe ljudi, da jih povejo na svoj način. Ljudje, ki so šli čez te stvari. Nina Grilc, Doris Kukovičič, ta prve dve, s katerima bom imel tudi okroglo mizo. Govorili bomo o tem, kako se soočati z izgubo. Nina Grilc je izgubila partnerja, ki je bila v zadnjem tednu nosečnosti, s 3. otrokom skupnim. Doris Kukovičič je izgubila sina, 17 let starega, je umrl za rakom. To so zgodbe, ki dokler jih ne doživiš, tako kot sem jih jaz na podcastu doživel z prve roke, se v njih niti ne upaš pogovarjati zares. Ker ko je meni Senka Umek omenila Doris Kukovičič in rekla, njo bi mogel imeti na podcastu, ona je sina izgubila, sem jaz rekel, ok, to pa po moje, da ne bi mogel sfurati tega pogovora. In me je Doris kontaktirala in mi je rekla, pa lih ti bi ga lahko. In sem ga. In po tem pogovoru sem se počutil lahkoten in sem se sam zahvalil. In zato bi vse vas spodbudil tudi, ki razmišljate, da bi prišli poslušati neko tematiko, ki je mogoče na prvo uho, zakaj sploh dela človek event o smrti, kva manj jasno, da nekaj naredimo, pa se imamo fajn. Ne, zato ker je tudi to del življenja in se ga moramo nehati izogibati. Za vse vas bi vas res spodbudil, da pridete, da mogoče sprejmete smrt, preden jo nimate druge izbire, da se nekako začnemo zavedati svoje minljivosti in da skozi ta dogodek, skozi zgodbe tudi Sanele Banović, zdravnice, ki je delala tudi na paliativi in z bolniki, ki so bili nekako v teh zadnjih korakih pred smrtjo. Ona govori ogromno o čustvovanju in njeno predavanje, ki sem ga enkrat gledal na SMK-ju, je bilo najboljše predavanje, ki sem ga v življenju videl in sem jo res želel imeti na tem dogodku. In sem zelo hvaležen, da je potrdila. Ona bo otvorila dogodek. Za dogodek bo pa zatvoril, a se reče tako? To bi bilo zatvoril, ja. Dogodek bo zaključil pa Martin Golob. Enega poznate kot županka, enega poznamo kot nekoga, ki vero približuje mladim, starim, preko družbenih omrežij, preko Facebook live-ov in takih zadev. In je nekdo, ki z neko tako lepo, radostno energijo
zna tudi tako tematiko, kot je smrt, približati ljudem. In se mi zdi, da bo ta dogodek zelo lepo lahko zaključil in nas poslal na popotovanje naprej po življenju z neko novo modrostjo. Z nečem, kar verjamem, da bo vsak, ki bo na tem dogodku po svoje doživel. In tako se mi zdi tudi prav. In take dogodke si pri Underdogu želimo res delati. In tle tudi velika zahvala moji ekipi, ki je v zadnjem letu čezdalje manjša. In prav je tako. Eni ptički so odleteli, recimo Ažbe, zdaj vrhunske zadeve snema. Amadej, kralj nekih teh vlog momentov. To so vsi fantje, oziroma oba sta bila pri Underdogu točno ta prav timing, točno to količino časa, ki sta mogla biti. In sem tako vesel, da jih zdaj vidim, kako letite naprej. In zdaj v bistvu smo jaz, Isabela pa Darja. In je lepo imeti ob sebi ljudi, ki te tako podpirajo pa rečejo, daj gremo mi križanke narediti, kaj si treseš. Ker ni simpel priti na sestank pa zvedeti, da te bo stal 20 jurjev, da sam plec najameš. Ja, ok, v redu. Bomo prodali toliko kart ali neki. 1400 kart na voljo. Greš čez neke določene zadeve, ampak pač, ko imaš zraven take ljudi, ki ti rečejo, lej pač, nimamo kaj izgubiti, to moramo narediti. Sam pejmo, je lažje. Darja, Isa, hvala vama. Tako da 26.9. Dar minljivosti v Križankah. Več si lahko preberete na spletni strani underdog.si, ki je v bistvu tudi nekaj novega, kar je zakuhala pa lih Isabela. To je punca, ki je na začetku klipala na to. Naša kreativna direktorica, poleg Jakoba seveda. Isabela se je odločila čisto samoiniciativno, da se bo naučila vibe codati. Za tiste, ki to ne veste, vprašajte ChatGPT ali pa Claude. In ko se je začela učiti vibe codati, je rekla, da jaz bi naredila to stran za dar minljivosti tudi. Sem si rekel, pa dobro, pa gremo pol narediti vse tudi za Underdoga. In nova spletna stran je na voljo. Za tiste, ki tole gledate že od spodja, underdog.si. Gor boste najdeli vse, kar se bo dogajalo, dogodke, prijavite se lahko na naš Underdog zavestnik, kjer vsak teden Darja v bistvu spiše neke povzetke tega, o čem jaz razmišljam, o čem govorim in pošle kot e-mail vsem, ki to spremljajo. Že kar nekih 10,000 ljudi je naročenih. Hvala vam. Je čist brezplačno. Vsak teden pa dobite novosti, pa neko razmišljanje od zadaj. Pa tudi vas spodbuja zavestnik k tem, da sami pri sebi reflektirate malo večkrat. Vidite, kje ste v procesu. Včasih je neka tolažba, včasih je neka pomiritev, včasih pa nek navdih. Tako da v bistvu, kar se tiče nove spletne strani, že dolg časa jo imamo nekako kle od zadaj ampak so druge stvari bile bolj pomembne. Zdaj pa v bistvu Isa res čisto samoiniciativno preletela pa rekla, da bom jaz to vse naredila. Daj prid pomahati, Isa. Da jo boste videli še kle. Darja ni tukaj, ampak Isa je prišla supportat. Hvala, ker si mi zaupal. Zdaj pa povej še ostale stvari, ki sva se zmenila. Nisem se ne zmenila. Zmenila sva se, da ne bom nič povedala. Ampak hvala, ker si mi zaupal, ker me je bilo ful strah. Glede na to, da je bila to neka stvar, ki je še nikoli v življenju delala. Pa da sem imela zraven še podporo od tima, če sem imela kakšen problem, da mi je pomagal procesati naprej. Hvala. Ciao. Tim Brdnik, hvala ti za support mentorski iz Cipra. Funny story, full circle. Tim je 10 let po moje nazaj mene kontaktiral, če greva na kavo. Da bi pač se malo pogovoril z mano, da sem mu nekdo kaj tako mokul in to. In zdaj po 10 letih skoraj je pa v bistvu on nekako bil mentor nekomu v naši ekipi, ker res obvladajo, kar se tiče vibe coda in vsega tega. No, ampak dejansko je Isa naredila sama z nule cel backend te spletne strani za dar minljivosti, kjer ti v bistvu sam zbiraš sedeže, kje boš sedel na tem dogodku. Kar je kar kompleksno in zato bi pač na event timu kar konkretno plačali, da bi oni njihov sistem uporabili. Ona je pa to naredila sama. Tako da svaka čast. Bravo. In za ta dogodek si dejansko lahko zbirate mesta. Zakaj je to dobro? Ker smo v preteklosti videli, da je bila res gužva pred dvorano in pred vrati in so ljudje tekali noter in to nam ni bilo všeč.
Smo rekli, ok, kaj če bi si ljudje zbrali svoje mesta, pa malo razbremenimo to potrebo potem, če bi kdo spredi sedel, bo pač kupil karto spredi in je problem rešeno. Ne? Ja. Kar boste najdeli na spletni strani, poleg obeh dveh dogodkov, torej piknika pa dar minljivosti, je tudi workshop. Z Geo sva ga imela pred kratkim, zelo uspešnega. Skoraj 30 ljudi je bilo na njemu, na Smledniku se je dogajal in tokrat sva ga pivotirala v to, da so bile samo skupinska srečanja. In so se res najdeli različni ljudje, različnih starosti, ki so prišli tja po v bistvu eno stvar, ki jim pa je bila skupna. Neko spremembo so hoteli narediti v življenju, pa so se zatikali, pa niso mogli naprej. In workshop jim je čez to pomagal, ker je program sestavljen tako, da ti v bistvu strukturirano vodi čez 6 tednov, oziroma 7 tednov, kjer ti progresivno delaš na temu, kar želiš nekako spustiti in pa nekaj novega, ali niti ne bi rekel se naučiti, ampak kar nek nov download dobiti, s katerega pol operiraš, pa živiš malo bolj tako, kot bi ti želel živeti. Ne? In je zanimivo zdaj dobivati feedbacke po enem mesecu od tega, kaj je workshop mim, kako ljudje dejansko implementirajo spremembe. Od menjave služb do tega, da si je ena gospa, ki je bila na workshopu, prvič v življenju nekaj prvošla in to je bilo, da si je kupila avto. Pa nočemo podpirati konzumerizma, ampak pač, ki je to povedala z solzami v očeh, koliko je ponosna na sebe, da je naredila ta korak, ne? In da brez workshopa tega ne bi mogla. Sem videl, da z Geo nekaj delava prav. No? In naslednji workshop v bistvu odpiramo že oktobra. Oktobra bo že naslednji workshop, isti format, skupinska srečanja in namenjen za tiste, ki se boste najdeli na temu, kar piše na spletni strani. No? Imamo tudi gor izjave zdajšnjih udeležencev, preteklih, anonimno anketo, tako da si lahko čisto vse pogledate. Pa če vas pokliče, imamo tokrat odprtih 40 mest. In mislim, da se bojo zasedla. Bomo pa videli. Poleg workshopa pa obstaja še en način, ki ga spet odpiram in to bo pa 1-na-1 delo. Torej, nisem vedel napisati zdaj, da je to svetovanje ali da je to coaching ali karkoli je. Še zmeraj je najbolj podoben coachingu, ker sem imel z Jasno Knez podcast, mi je rekla, da se ne moreš kar vklicati kot coach, da to zato rabiš licenco in vse, ko to po moje odpade. Jaz to vidim najbolj kot nek sparing, tisti, ki mogoče poznate borilne športe ali pa to, veste, kaj to je, da imaš ti nekega soigralca, s katerim treniraš v živo, neko spariranje. In jaz mislim, da tukaj gre veliko za nek umski sparing, ker verjamem, da sem v tem najboljši, da pridejo do mene ljudje s svojimi izzivi, pridete in kar vam prvo pomagam na temu 1-1 srečanju narediti, je razumeti same sebe. Kaj sploh iščete, kaj sploh želite. Pomagati pogledati z neke druge perspektive, da vidite, kje se zares skriva izziv. In ko to delamo progresivno, imam na voljo enkratno srečanje, 5 srečanj ali pa 10. Ko to progresivno delaš, vidiš, da nekako včasih rabaš res samo nekega sogovornika, ki te posluša, pa te pomaga z boljšimi vprašanji peljati do tja, kjer se odgovori zate skrivajo. In iz tega vidika ne verjamem, da gre za svetovanje, ker nisem rad v poziciji, da rešujem probleme od nekoga drugega, sem pa zelo rad v poziciji, kjer mi človek svoje izzive, probleme zaupa in ko vidiš tisto, da se pri njemu odklene odgovor, kaj sploh išče, je nekaj najlepšega. In s tem se želim ukvarjati. Zato tudi spet, nazaj ponujam 1-na-1, karkoli to že je, ki tudi najdete na spletni strani, še malo več piše, pa za tiste, ki vas pokliče, se lahko kar prijavite na klic, pa se bomo zmenili, karkoli se imamo za zmeniti. To so plani do konca tega leta in ja, obdobje, ki je zdajle za nami, je res noro. Že tisti, ki ste gledali prvi del časovne kapsule, časovno kapsula 1, ste lahko videli, da se konstantno interno veliko stvari dogaja pa underdogu. Velikokrat se zgodijo neke nepričakovane stvari, pa se potem iz tega razvije nekaj čist novega, nek nov pogled. Pa pol Darja meni govori, Lahi, pač dej za nekaj se že odločimo, jaz moram tebe na en teden sprašovati, kaj sploh delamo, da razumemo. Ampak verjamem, da je to del igre, da so to ta obdobja, ki si sledijo v nekem zaporedju. In trenutno smo tam, kjer želimo biti, točno tam, kjer nam je namenjeno, da smo. Smo nekako pred tem, da rata projekt res nekaj tazga, kar bo imel več strukture, kjer bomo vedeli, ok, na leto delamo 2 workshopa, na leto delamo en večji event, na leto delamo 3 podcaste v živo.
Nekako da iz tega kaosa, ki nas je nekako ločval od neke cone udobja, da zdaj najdemo neko stabilnost in iz tega ven začnemo pol še večje graditi. Ne. In tukaj veliko pomaga tudi to, da imamo ta pravo ekipo, ki nam te zadeve snema, podcast studio.si. Da je z nami Jakob, ki je tudi za kamero zdajle, da se zadeve razvijajo v to smer, ki si želimo, da se razvijamo. Da je tukaj Anže od podcast studia, ki mi pomaga, pa nekako mi vedno da prostor, da se lahko pogovoriva o stvarih, mi malo me testira itd. Tako, če kdo začel podcaste snemati, se obrnite na njih, tudi spodaj v opisu bo link. No? Ali ste na nuli ali že delate to, je ta prav naslov, verjemite, da je. Res dobra ekipa. In iz tega ven zdaj, kar prihaja, je neka nova verzija, neka nova oblika Underdoga, ki se bo še naprej razvijala. Itak. Predvsem pa si jaz osebno želim, da je to neki tazga, kjer se bomo lahko še naprej igrali. Ne? Ker ta del, ko greš ti iz tega, da to rata nekaj, kar je samostojno kot biznis, se pravi nek self-sustainable business model, moraš zelo iz nekega tudi kapitalističnega aspekta gledati, ne? Kje boš zaslužil, kje boš stroške zmanjšal in neke te podjetniške scene, ki ti malo dozemajo to igro. Ampak se mi zdi, da smo se dobro odrezali z tega vidika, da nismo preveč zašli v neke te scene, ampak smo zaupali procesu in še vedno zaupamo. Tudi če vmes ni bilo nekega finančnega priliva, zguramo česa. Ne? Vse to so na koncu dneva moje stvari, kle moram jaz pač najdeti pa zavrteti kolesje naprej, ni čez to. Ampak ja, mogoče na ven zgleda, koliko je vse vedno lušten in koliko nam gre dobro. Od zadaj se ogromno stvari dogaja. Tako da tisti, ki ste v tej igri, v isti igri smo. No? Vsi svoje izzive rešujemo, vsi moramo priti do teh točk, ki smo na podnu, zato da se lahko pol iz tega ven nekaj naučimo in zrastamo in gremo pač en korak naprej. To je čisto normalno in privilegij je, da se to lahko učiš na nečem, kar ima tudi nek dober vpliv na družbo, dober vpliv na ljudi, dober vpliv na ljudi, ki snemajo, ki delajo zraven. Ne. Vsak mu nekaj konstantno lahko da. Predvsem pa dober vpliv name, na mojo družino, na moje odnose. Ker me vedno postavlja pred ogledalo, da to, kar govorim, tudi delam. Ne. In bi lagal, če bi skozi govoril o nekem uspehu, če bi skozi govoril o neki rasti, o tem, da je to najboljši podcast. To bi bilo butas, to bi bila iluzija. Zato se niti ne ukvarjam preveč s temi zadevami. No. Vse to ljudje povejo, enim je ta podcast najboljši, enim drugi. Ampak jaz iskreno ne vidim tega projekta sploh več kot podcast. Podcast je samo način, kako mi dosegamo ljudi. Ne. Način, ki je meni naraven, da lahko delim svojo zgodbo, pa zgodbe ostalih ljudi, z vami, ljudmi, ki imate svoje zgodbe in se lahko z njimi povežete, pomagajo, kakorkoli. Tako da se mi zdi, da nekako sledimo temu, kar je point life-a. Zdaj berem tudi eno knjigo, ki mi jo je dala ena udeleženka na workshopu, ker smo na koncu workshopa vsak prinesel eno knjigo in smo pustili vesolju, da zbere, kdo bo kakšno dobil. In jaz sem dobil knjigo Prisotnost. In je nekako nadaljevanje tega, kar me je že Eckhart Tolle naučil, no? Kar mi je nekako ozavestil s knjigami Nova zemlja, pa Tukaj in zdaj, mislim, da je ta druga knjiga. In je pa knjiga od Michael Singerja, ki pa v bistvu uči o tem, kako biti prisoten, kaj to sploh pomeni, kako se distancirati od preteklosti, od prihodnosti, kako ne nasedati te pasti, ki smo si jo sami naredili iz načina življenja, ki ga živimo. Ne? In to se mi zdi neka taka osrednja tematika tudi našega projekta. Kle želimo še bolj spodbujati ljudi, da razčistijo, kar imajo za razčistiti na noter, da bojo pol na ven svet lahko malo lepši za njih zgledu in posledično tudi za sočloveka in za ostale ljudi. Kdo mi je rekel? Mi je rekel Rok na enem izmed zadnjih podcastov, mi je rekel, ne moreš spremeniti vseh ljudi na svetu, lahko pa spremeniš ves svet za enega človeka. In ta rek ostaja z mano, zato ker je zelo, zelo resničen in tudi, če si sposoben videti te male trenutke, ki jih lahko za nekoga narediš, pa je to lahko za babico, za otroka svojega, za prodajalko v trgovini, če si sposoben v teh trenutkih najdeti moment, kjer se naredi ta transakcija energije, ta brezpogojna ljubezen,
je zelo lepo videti, tudi lastno rastno in te vedno te vrže v trenutek in ti da občutek, da imaš nekaj, za kar si lahko hvaležen, da se v vseh nas skriva dobrota. Sam treba se je prekopati čez to sranje, ki smo si ga čez naklestali, nabrali. In to bi si želel, da več ljudi naredi. Da sooči svojo resnico, najde sogovornika, ki jih ne bo obsojil in pusti, da se zlije ta gnoj ven in da pol od spodaj lahko iz tega blatenega ribnika pogleda ven ta lotus. Lokus je tudi kul lokal, ja. Nekako bolj, ko dopuščam temu, kako bi rekel, naravnemu toku, naravnemu procesu življenja in bolj, ko sem pomirjen s tem, kar se dogaja, kar je, se mi zdi, da tudi ljudje okoli mene se najdejo taki ljudje, ki dejansko cenijo mir, ki jim je notranji mir pomemben, ki jim je pomembna dobrohotnost. In ja, čez dalje manj je nekega tega pritiska, stresa in ne glede na to, kaj se dogaja, vedno nekako najdejo ali pa najdemo neko to stabilnost spet. Ne. V teh trenutkih, ki pridejo recimo malo bolj stresna, burna obdobja, preprosto sam zavedanje, pa da se spomniš, da bo tudi to minil in da si trenutno v situaciji, ki ti samo daje možnost, da se soočiš s temi občutki in najdeš načine, ki ti pomagajo pri tem, da se spet povežeš lahko malo bolj sam s sabo in pač narediš nekaj za to, da se umiriš, da razčistiš, da pustiš, da gre to, tudi čez, kar se je nabral, nezavedno, ne? Da gre ven, da spustiš. Iz tega ven pol vedno pridejo neke lekcije in neka lepa obdobja, ki ti pustijo, da te lekcije zdaj implementiraš in vesolje ti da priložnosti, da to narediš. Ali v poslovnih sodelovanjih, ali v odnosih doma v družini, kjerkoli, ali neka oseba, da jo pokličeš, ki jo že dolg časa nisi, pa bi si jo želel. Da nekomu čisto preprosto poveš, rad te imam, pogrešam te, kakorkoli, ne. To da prostor za to, to trpljenje, ki je z namenom tam. Namenom je tam. In dokler ga ne sprejmemo tazga, kot je, dokler nismo prisotni tudi s temi občutki in še zmeraj imamo od zadaj neko zavedanje, ok je, točno tako je, kot mora biti, zdaj sem tukaj, ne more biti skozi pač samo lepo, ekstazi. Ne. Tudi zdaj smo tukaj in čez to je treba iti. To je nekaj, kar se tudi pred kratkim meni dogajalo, pa so bili valovi tega, ne? Pa si zamisliš, kako boš ti svoj biznis postavil tako, da ko pride nova hčerka, boš ti čist frej in ne boš rabo nič delati in pol se realnost zgodi in si tako model. To ni bilo tako, kot sem si zamislil, kako bom zdaj to sfuril. In pol hočeš biti prisoten kot starš in hočeš biti prisoten kot podjetnik in hočeš biti prisoten kot vodja v ekipi in hočeš biti prisoten kot partner. In dojameš, da pač nimaš kapacitete, da boš vse naenkrat lahko shendil. In pa spet pride obdobje, ki ti bojo ljudje povedali v faco. Jaz sem hvaležen, da imam take ljudi okoli sebe. Ekipo, ženo mojo, ne, mami, prijatelje. Ker mi povejo stvari v faco, le pač idioci iz tega pa tega vidika trenutno, pač nisi dober partner, nisi dober to, ono, tretje. Super, ja, se zavedam. Hvala, da mi poveš. Trenutno je taka situacija, da moram pozornost dajati sem in ja, verjamem, da v tej stvari pa nisem dober. Ampak istočasno, pa ko to izustaš, pa razmisliš, a je to res, ugotoviš, da si na določenih delčkih v lifeu začel malo slekati. Malo manj je discipline, malo manj je treninga, malo manj je zdrave prehrane, spanca, malo več alkohola. In kar naenkrat ugotoviš, ok, spet sem v nekem ciklu, ki me kliče po tem, da naredim neko spremembo. In pri meni se to recimo čisto preprosto tako kaže, da ne vem, srednjo noči sem se zbudil, srce mi je nabil in sem bil tako, wow, kaj se to dogaja? In preprosto zavedanje, ki je bilo, je, da mi je nekdo povedal v sanjah, zres sem se, ksep se sprava, ne? Pa mogoče je čas spet za neko obdobje discipline, neko obdobje, kjer boš lahko postavil fundamente tako, kaj treba, da bo življenje teklo dalje. Ne? Prej, če bi dobil te signale po noč, bi zagnal paniko in bi rekel, fakt nekaj narobe z mano, ne vem, kva se dogaja, anksioznost itd. Ne. Čisto preprosto je bila neka resnica, ki mi jo je nekaj povedal, ne vem kaj,
jaz mislim, da nek del mene, ki je pač rekel, ok, zdaj je čas, da spet nek drug del nastop, ker je dober za nas vse. In jaz sem to preprosto sprejel, se drug dan zbudil, nič drugega delo, kot samo namenil čas seb, šel na sprehod, šel pod mrzlo tuš, naredil vse, kar vem, da mi deluje, trening in se je začela počasi razvijati neka kristalna slika. Ne. Jaz mislim, da so bili pač to pritiski, kako bomo z dogodkom Piknik v živo, a bo website delal, kaj bomo dar minljivosti, a se bojo karte prodale, a bo šel naslednji workshop čez, itd. A bi sploh delal ena na ena ali ne. Tako ogromno enih vprašanj v glavi je bilo in nisem imel kapacitete, da se pomirim z njimi. Ne. In ker sem si vzel čas, pa to vse, da se je usedel, pol je rata lažje. No. In zdaj nekako sem si določil urnik, določil prioritete, nekako se nam je tudi doma stabiliziralo, ta mlajša ta mala je zdaj 1 mesec stara, ta starejša je šla nazaj v vrtec, tako da ja, kar se tega tiče je gut, nek ritem nazaj prihaja. Ne vem, če zares, zakaj to razlagam, ampak verjetno se marsikdo najde tudi v tem. No. In nekako, kar pomaga je, da si pustiš biti v nekem obdobju, kakršnokoli pač je, še zmeraj pa poslušaš glas od spodaj, ki ve. In to sam ti veš, kjer je ki ve. Ponavadi pa mene vedno vabi v tišino, pa v neko umiritev, preden začnem delati neke večje spremembe pol spet. Ampak ja, tak je nek notranji proces, ki se je zdaj tudi v zadnjem času odvijal. In tako, kot sem rekel, te časovne kapsule so bolj kot ne zame, pa za moje otroke, ki bojo mogoče enkrat za nazaj gledali, kaj je fotor delal. Predvsem pa zame, ja, da vidim ta obdobja, čez katera sem šel, kako sem razmišljal, o čem sem govoril, katere knjige sem bral, kaj smo na Underdogu delali, nekako je neka dokumentaristika, na nek način, ki je tukaj tudi za vas, če bi si kdo pogledal. Če si bo kdo pogledal, vsi, ki si boste, hvala, da vas to zanima. Ne vem, kaj bi sploh rekel temu, ampak ja. Torej, čisto kot povzetek, podcast Piknik 17.7. Dar minljivosti 26.9. Nov workshop oktobra in pa odprta sodelovanja 1 na 1 za mentorstva oziroma coaching, karkoli to si boste predstavljali, da je. To je to. Jaz mislim, da smo povedali, kar je bil namen povedati. Take one. Škva, da gremo od začetka. Ne gremo. To je to. Hvala, ker podpirate projekt Underdog, hvala, ker ste z nami. Napišite v komentar, koga si mogoče želite videti, ja, na podcastu še, ker ga gostjo. Bom vesel. Pošljete DM ali pa direkt od spodaj, ker v komentar napišete. Bom zelo vesel. Pa hvala tudi, da delite epizode naprej, da pridejo do ljudi, ki drugače ne bi prišle. Verjamem, da delamo nekaj dobrega. Verjamem, da tudi vi, ki spremljate, vidite to. Tako da ja, čaka nas en lep zaključek leta in se vam spet javim, ko bo tole obdobje mimo. Ajde, čau. Kat. A bo? Če ti je bila epizoda všeč, pol jo del s svojimi ljudmi. Projekt lahko podpreš tako, da subscribaš ali pa v opisu pogledaš še ostale možne načine. Tukajle imaš pa že naslednji predlagan video, če bi rad gledal Underdog vsebine še naprej. Lepo bod.